Pred nami je županska bitka za prestolnico, kot je še ni bilo. Potem, ko sta naskok na župansko mesto Ljubljane napovedala Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, se je danes v županski boj podal še en močan igralec na levici, Luka Mesec. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more privoščiti. Je ob najavi kandidature napovedal Luka Mesec, ob njegovi kandidaturi pa sta liderja Gibanja Svobode in SD-ja, Robert Golob in Matjaž Han, izrazila obžalovanje nad drobljenjem na levici. Robert Golob pa še danes skriva, da je velik zagovornik sedanjega župana Zorana Jankovića. Kako ga namerava premagati na novembrskih volitvah, bomo izvedeli iz prve roke. Luka Mesec je naš gost. Dober večer. Dober večer. Gospod Mesec, zakaj menite, da po 20 letih županovanja lahko na županskih volitvah premagate župana Zorana Jankovića? Jaz v prvi vrsti menim, da Ljubljana po 20 letih potrebuje novega župana. Zdaj, gospodu Jankoviću priznam, da se je držal svojega slogana Ljubljana najlepša na svetu in v marsičem Ljubljana danes je lepša, kot je bila pred 20 leti. Ampak njegov kabinet in on osebno pa noče slišati, da Ljubljana hkrati postaja mesto, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti. Da se družine izseljujejo ven, da mladi več ne morejo ostati v mestu, da marsikdo razmišlja, da bi se preselil v kak bližnji kraj ali pa celo Trst ali Gorico. In vse skupaj seveda kulminira tudi v tem, da je promet v mestu vse gostejši in mestna oblast ljudi ne posluša na način, kot jih bi morala. Prebivalci so prevečkrat postavljeni pred izvršena dejstva, namesto da bi bila z njimi v aktivnem dialogu. To sem vam pa zdaj že povedal v bistvu 3 glavne točke, kjer mi postavljamo drugačen okvir za novo družbeno pogodbo med mestom in njegovimi prebivalci. In mislite, da s tem lahko prepričate Ljubljančane, da premagate Zorana Jankovića na volitvah, ki se bližajo? Zdaj, preden sem se jaz podal v župansko tekmo, sem seveda pogledal okrog sebe, pogovarjal se s župani tako po Sloveniji, kot v Zagrebu z Tomislavom Tomaševićem, ki je podobno, tam je bil gospod Bandić na županskem mestu. Dolga leta. Nasledil ga je Tomislav Tomašević iz naše sestrske stranke, ki je zdaj drugi mandat, uspešno županuje, in smo se z njim pogovarjali. Kaj vam je rekel? On je rekel, bistveno je, da poslušaš ljudi. Oni so kampanjo začeli na podoben način, kot jo začenjam sam, svojo prvo, se pravi, šli so po mestnih četrteh, poslušali prebivalce, s kakšnimi problemi se soočajo, na podlagi tega skupaj z njimi ustvarjali mesto in program, pripravili predloge, v kakšnem mestu želijo živeti, in prebivalci so to podprli. Zakaj pa menite, da lahko recimo na županskih volitvah premagate tudi Urško Klakočar Zupančič ali Toneta Ropa? Urška Klakočar Zupančič in Tone Rop se nista pojavila kot županska kandidata. Ona dva sta napovedala, da bosta skupno listo, ampak eden od njiju bo kandidiral. In v tem trenutku se po nekaterih anketah zdi Urška Klakočar Zupančič najbližja približevalka Zoranu Jankoviću. Zato vas to sprašujem. Če eden od njiju bo kandidiral, tako ali tako, zakaj mislite, da ste boljši od Urške Klakočar Zupančič oziroma da jo lahko premagate? Zdaj, našo zgodbo in njuno zgodbo ne vidim nujno kot ločeni zgodbi. Mislim, da to v nekem smislu bosta komplementarni zgodbi. Vprašanje pa je, a bo to se zgodilo v prvem ali v drugem krogu. Se pravi, računate na njuno podporo, če vi prijete v drugi krog? Tako. In tudi lahko odkrito povem, da z njima smo v odprtem dialogu. Povejte mi, gospod Mesec, veliko očitkov in to, kar sem povedal v napovedi, je, da je na levici preveč kandidatov proti Zoranu Jankoviću, da se to drobljenje nadaljuje tudi na lokalnem nivoju. Morda ne menite, da s tem delate medvedjo uslugo Zoranu Jankoviću, da se morda odlepi že v prvem krogu? Kako vidite te očitke? Zdaj, te očitki prihajajo strani tistih, ki menijo, da mora Zoran Janković ostati še en mandat. Mi na drugi strani in v bistvu vsej na levi strani je trenutno en močen kandidat za župana in to z današnjim dnem pač sem jaz sam. Mi pa želimo organizirati koalicijo tistih, ki mislimo, da mesto po 20 letih potrebuje spremembo. Kako bo ime listi? Bo to lista Luke Meseca, bo to lista Levice in na koga še računate? Imate že recimo kakšno zveneče znano ime ali pa tudi, če je neznano, morda pride nov človek, ki bo na vaši listi? Zdaj ta lista bo širša od Levice. Danes smo predstavili 2 stvari. Luka za Ljubljano in pa mesto, ki si ga lahko privoščimo.
Od tukaj naprej pa, kot rečeno, bom naredil en velik krog po Ljubljani tekom poletja, zato da se pogovorim z ljudmi, da se pogovorim z potencialnimi kandidati, tako za svet kot za četrtne skupnosti in pa seveda, da sestavim ekipo. Ta ne bo sestavljena samo iz ljudi, ki me obdajajo v Levici, ker želimo, da je to širša zgodba. To mora biti zgodba vseh, ki si želimo obrniti nov list v mestu. Pravite, župan Janković se je rad pohvalil sloganom, da je v času njegovega županovanja Ljubljana postala najlepše mesto na svetu. Kakšen bo še vaš slogan poleg Luka za Ljubljano? Ljubljana, ki si jo lahko privoščimo. Skratka, mi bomo delali, naše osnovno vodilo bo dostopnost. Ljubljana mora postati dostopna. Samo na kakšen način mislite, da to lahko zagotovite, recimo, to dostopnost za mlade? Ker to je ključno vprašanje. Najemnine so visoke, cene kvadrata so za nas navadne smrtnike nepredstavljive in tako naprej. Tukaj je en sklop vprašanj. Se pravi, prva stvar so seveda stanovanja. Tukaj je treba pospešeno iti v gradnjo 4 novih sosesk. Treba je regulirati Airbnb in treba je narediti vse, kar je v naši moči, da aktiviramo prazna stanovanja, ki jih je v Ljubljani po nekih podatkih kar 14 000. Druga stvar so vrtci, ki so predragi in to ceno je treba zbijati proti ničli. Tukaj se strinjam z usmeritvijo, ki jo je posvojila tudi trenutna vlada in mislim, da tle bomo našli skupni jezik. Potem imamo javni prevoz. Ko sem gospoda Tomaševića, kolego Tomaševića vprašal, koliko stane javni prevoz v Zagrebu, je rekel €0,5 na vožnjo. Pri nas je €1,5 na vožnjo. Treba bo na vseh teh točkah, kjer lahko delati mesto dostopno prebivalcem in delati na tem, da bo Ljubljana postala mesto, ki si ga lahko privoščimo. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa.